Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o očitnih znakih, ki kažejo na to, da se učite ljubezni do sebe. Oziroma vse skupaj kaže na to, da imate kakšno stvar zataknjeno tam v otroštvu, še bolj sigurno pa da vlečete prtljago iz preteklih življenj. Pa poglejmo teh nekaj znakov, ki kažejo na to, da je čas, da nekaj naredite na osebni rasti. Prvi znak je, da pogosto rečete, vse je v redu, ampak čutek globoko v sebi, da ni. Ali pa ko vas ljudje vprašajo, kako si, pa rečete, super, pa še izboljšuje se. No, halo, komu lažeš? A veste, tisto, ko pogledaš takega človeka v oči, ko vidiš, skozi mene gre morje žalosti. Žalost, ker pod prvo sebe ne slišiš, pod drugo te pa tudi drugi enostavno ne sliši. In drugi znak, da dejansko kaže na to, da imate kar nekaj čustvene prtljage za počistiti, povezano s osebno vrednostjo, je nihče te ne vidi in ne ceni. Občutek, da te nihče ne vidi in ne ceni, predvsem pa, gledajte, ko kažemo na druge, drugi me ne cenijo, drugi me ne vidijo, v osnovi 3 prsti kažejo nazaj in se moram vprašati, a jaz sebe vidim, a jaz sebe cenim, a jaz sebe slišim, sebe, svoja sporočila. Ko mi ti zdroben glasek reče, to je pa dovolj, tole pa ne bo šlo skozi tvoj filter, ta človek je prestopil meje, to ni v redu. Ampak, govorim vam iz lastnih izkušenj, ko si nadaneš na smeh in enostaven greš naprej zaradi tega, ker ne želiš razlagati ljudem okrog sebe, kako se počutiš, ker se bojiš ponovne kritike, ker se bojiš ponovnega udarca, je bolj varno potlačiti čustva, tako kot od malega že potlačiš čustva in iti naprej. Ampak ko prideš v meno, pa telo reče dovolj. In se veste, se poznate knjigo, Gabor Mate je napisal knjigo, ko telo reče ne. In ko telo reče ne, se začnejo podzavestna prepričanja, ki sem pisala to, ko imajo duše žur. V bistvu podzavestna prepričanja, ki so povezana s tem, da sebe vedno postavljate na zadnje mesto, da sebe zmerom znova potlačite. Strah me je, da bom zbolela. Vse težave moram držati v sebi. Sramujem se svojih dejanj. Osramotila sem družino. Če sem samska, sem nič vredna. Same preverite z mišičnim testom. To je v knjigi, ko imajo duše žur, na strani 40. Takoj na začetku in očitno sem jaz barvala moja podzavestna prepričanja. V srcu nosim občutek osamljenosti. Potrebo imam potem, da se vedno znova počutim osamljeno. Strah me je postaviti meje. No pa gremo na naslednje sporočilo. Se pravi, kakšen znak je, da se v bistvu res premalo ceniš. Težko postaviš meje oziroma mej sploh nimaš in ker jih nimaš, drugi sploh ne vejo, do kje lahko grejo. In to je program, podzavestni program, ki ga počisti z zdravilno molitvijo o dekodiranju. Potrebo imam potem, da zanikam svoje potrebe. Potrebo imam potem, da ugajam drugim ljudem in potrebo imam potem, da se bojim postavljati meje. Se pravi, sem zasvojena s tem, da moram na nek način drugim ugajati. No, naslednji občutek pa je. Občutek imam, da vse moram narediti sama. Spet preveri in če imaš ta občutek, za vse sem sama. Za vse sem sama. Uboga je, za vse sem sama. Veste, meni so se moje hčerke že prav smejale, ker je bilo tako, za vse sem sama. In sem očitno to tolikrat ponovila, da je že nastal družinski hec na ta način, za vse sem sama. Ja, in za vse sem sama, sem seveda pobrala nekje, od svoje mame. Kje mislite, da je moja mama pobrala? Od svoje mame. In zdaj vi preverite z mišičnim testom, če imate vi potrebo ali pa občutek
za vse sem sama, je mogoče v vaši družini prišel čas, da ena naredi konec temu, da pride do konca nekega vzorca. Danes mi je pisala ena gospa, je napisala sporočilo, da je zbolela za enako avtoimuno boleznijo kot njena babica. Jaz sem ji napisala, da očitno si je njena duša izbrala, da prekine družinski vzorec čustvovanja. In prav ta družinski vzorec čustvovanja, ko se vi kot duše odločite, da boste prišli v družino, da naredite red, ja, seveda boste najprej pobrali nase vse tisto, kar ni svetloba. Pobrali boste nase vse tisto, kar je teža, zato da boste lahko to odvrgli. Ne? In če se sprašujete, zakaj ravno meni, zakaj jaz, zakaj se meni to dogaja, ja, mogoče je ta potreba potem, da se počutite kot žrtve in je družinski vzorec čustvovanja in je vaša duša rekla, dovolj. No, naslednji vzorec je tak, oziroma znak, ki kaže na to, da je čas, da se imate majčkeno bolj rade, je to, hrana vas pomiri. Predvsem zvečer. In če vidite, da je hrana vaša tolažba, pomeni, da vaše telo kliče po kromu. To je prvi mineral. Mineral, ki ga drugače dobimo v jajcih. Ja, v jajcih je načeloma krom v gobah. In če vam kroma manjka, boste neprestano posevali po tistej sladkariji. Ko bi jaz zdaj jedla čokolado, koliko sem zdaj lačna, koliko sem lačna. In ta lačna, ni nujno, da smo lačne hrane, ampak mogoče smo tako lačne ljubezni. In spet, preverite z mišičnim testom in preverite, če imate ta potrebo, imam potem, da ljubezen enačim s fizično lakoto. Se pravi, si zamenjala, ne? Lačna sem ljubezni in začne se vsaka ljubezni do sebe. Lačna sem ljubezni in zdaj, ker sem to nadomestila z ljubeznijo do hrane, sem kar naprej lačna. Hoče mi je sladko, jem dobro, kuham še več dobrih zadev za to in potem se pritožujem, da nihče v družini tega ne poje in da sem kot koš za odpadke. So se same povemo. Ker se imam premalo rada, se ne zaustavim pri tistem koščku. Ker se imam premalo rada, nabijam drugim krivdo, predvsem pa sama sebi. Potem naslednji očiten znak, ki kaže na to, da imaš pač potlačeno jezo iz otroštva, ampak sigurno, da se tvoja duša uči ljubezni do sebe, je to, da te razjezijo malenkosti. Enostavno te popelje na obrate. In mogoče v tvoji družini hodijo vsi po prstih, kar ne vejo, kje je naslednja tempirana bomba. Kdaj vas bo ponovno nekaj vrgli iz tira in bo vse nastalo na glavo. Zato, ker če se vam to dogaja, da hodite okrog kot tempirana bomba. Zakaj mislite, da hodite okrog kot tempirana bomba? Vem, mogoče rečete, manjka mi B vitamina. Ja, manjka ti B vitamina. Če ti manjka B vitamina, si sigurno tempirana bomba. Ampak na čustvenem ozadju, da vzem ta Pro-Vitality Plus, pa nafilej sebe s temi vitamini, ampak na drugem področju, zakaj menite, da hodite okrog kot tempirana bomba, pa vas vsakič polna luna vrže na obrate, pa vas predmenstrualni sindrom vrže na obrate, pa pridete v meno, pa vas mena vrže na obrate. Zato, ker je v vas toliko potlačenih čustev, da enostavno najmanjša zadeva naredi tempirana bomba. No, in naslednji, v bistvu sem že vse povedala, 6 očitnih znakov, nihče me ne vidi in nihče me ne ceni. V vsakem primeru, gledajte, če se učite ljubezni do sebe, in jaz vem, kako sem se učila, jaz sama ljubezni do sebe. Ko sem se učila ljubezni do sebe, meni je pomagala knjiga Louise Hay, Življenje je tvoje. In tam piše, da vedno, ko greš mimo ogledala, rečeš, rada se imam in se cenim. In jaz sem seveda začela s to afirmacijo, rada se imam in se cenim. In vsakič, ko sem šla mimo ogledala, sem rekla, rada se imam in se cenim. In droben glasek mi je rekel, a daj no,
komu lažeš. Ampak s časoma je ta droben glasek utihnil. In zdaj, kako je to izgledalo s časoma? Moja ta mala hčerka Anja je bila kar tak otroček, ki je znal povedati, če ji kaj ni bilo. V glavnem, če imate otroka, ki veliko joka, je povezan ta otrok s travmatično smrtjo v zadnjem življenju in podoživlja to smrt v zadnjem življenju. No, v vsakem primeru. Anja je velikokrat jokala po noči in jaz sem jo nosila, cincala in nosila sem in tja, ker če jo bi pustila jokati, bi bili po koncu vsi. V nasprotnem primeru smo bile samo mi dve. In jaz hodim čez dnevno sobo, mimo ogledala v predsobi, v spalnico in obrnem in grem nazaj. In cincam tega otroka. In vsakič, ko sem šla mimo ogledala, sem si rekla, rada se imam in se cenim. Rada se imam in se cenim. Rada se imam in se cenim. In očitno sem si tolikrat ponovila ta rada se imam in se cenim, da je nekaj ostalo v moji podzavesti, da sem si zabila dobesedno v podzavest. Seveda zdaj lahko naredite mišični test in sami preverite z mišičnim testom. Se pravi, če jaz naredim mišični test, občutek imam, ali pa občutim, da se imam rada in se cenim, absolutno grem naprej. Ne? Strah me je postavljati meje, grem nazaj. Bojim se kritike najbližjih, grem nazaj. Se pravi, to je zame neresnica. Zdaj, se veste, kako naredite mišični test. Mišični test naredite na ta način, da se postavite vzravnano, da zmigate ramenski obroč, potem pa zamižite in rečete, moje ime je, in pač izrečete svoje ime in dovolite, da vaše telo odniha naprej ali pa nazaj. In pri nekaterih gre nazaj in to je njihova resnica. Ko jaz rečem, moje ime je Minka, grem naprej, to je moja resnica. In vsakič, ko zdaj preverjam te podzavestne programe, recimo enega od zadnjih programov, ki sem ga čistila, je bil povezan s tem, strah me je prositi za pomoč, ker ko prosim za pomoč, dobim agresijo. Veste, kakšno bolečino sem si nakopala, to je še iz zakona, ker enostavno in potem ta program, to je pa moj program, za vse sem sama. In mogoče zato nisem prosila za pomoč, ker sem imela program, za vse sem sama. In pomislite, ali pa moram biti žrtev. In seveda, zdaj, ko sama preverjam, za vse sem sama, strah me je pomoči, strah me je prositi za pomoč, moram biti žrtev, za vse grem nazaj. To zdaj pomeni, zame to ne velja več. Ampak proces, skozi katerega sem šla, ko sem začela pisati 10 let nazaj knjigo, ko imajo hormoni žur. Prvo poglavje govori o ljubezni do sebe. Sprejemam nove ideje, odpirajo se mi nova vrata in lahko grem naprej. Mojo dušo napolnjuje Božja ljubezen. Bog me ima rad. Skozi mene se nenehno pretakajo Božja ljubezen, mir, ubranost in uspeh na vseh področjih. Bog je moj večni vir. Vse moje duhovne, duševne in gmotne potrebe so izpolnjene v vsakem času in prostoru. Verjamem vase. Verjamem, da me vesolje podpira. Verjamem, da sem popolnoma varna tukaj in zdaj. In veste, kaj sem naredila 10 let nazaj, ko sem začela nalagati nove programe v svojo podzavest. Nekje sem prebrala, da naša podzavest zadnjih 5 minut pred spanjem nima več tistega stražarja, tistega, ki ti reče, pa daj no, komu lažeš. In zjutraj, ko se prebujamo, prvih 5 minut ta stražar še ni vklopljen. Jaz sem šla in sem si posnela pozitivne trditve. Trditve, tudi tiste, v katere nisem verjela, zato ker je bil stražar še izklopljen. In te podzavestne programe oziroma te trditve sem napisala v knjigi, ko imajo hormoni žur na strani 50. Meni pripada ljubezen. Učim se, kako dajati in kako sprejemati ljubezen. Varna sem tukaj in zdaj. Sem ljubljeni otrok vesolja in zame je vedno poskrbljeno. V življenju sem vodena. Zaupam lahko sebi in drugim.
Sebi dovoljujem, da se imam rada in se cenim. Zato pijem dovolj vode, se vsak dan gibljem, jem zdravo hrano, berem pozitivne novice, izbiram zdrave odnose, se družim s pozitivnimi ljudmi. Vredna sem ljubezni. Popolnoma se lahko sprostim, saj vem, da me vodi Božja roka. Napolnjena sem z bogastvi neskončnega. Za vse moje potrebe je poskrbljeno sedaj in do konca mojih dni. Bog mi razkriva nove ustvarjalne zamisli, ki bodo človeštvu koristile na številnih področjih. Božje bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Vedno sem prijazna do sebe in do drugih. Izbiram ljubezen. Vredna sem ljubezni. To ljubezen izražam najprej do sebe, tako da se popolnoma sprejemam. Do sebe sem sočutna in prijazna. Svoji družini namenjam misli hvaležnosti. Zaslužim si partnerja, ki me ljubi, je potrpežljiv, ljubeč, pozoren, velikodušen in vesel. Bog mi vedno pokaže pravo pot. V življenju lahko delam to, čemer uživam in sem bogato nagrajena za svoje delo. Podpirajo me vse vesoljne sile. Izbiram mir. Vedno sem lahko mirna, ne glede na to, kje sem in kaj se dogaja. Denar je Božja snov, ker je vse iz enega duha. Snov in duh sta eno. Denar priteka k meni z veseljem in v neskončnem toku. Bogato sem plačana za svoje delo. Bog je moj večni vir. Božje bogastvo kroži v mojem življenju. Vedno ga je več, kot ga potrebujem. Vsak dan in vsako noč napredujem ter se razvijam duhovno in na vseh področjih. Moje čustveno stanje je vedno v ravnovesju. Moje srce je polno Božje ljubezni. Varna sem tukaj in zdaj. Zame in za mojo družino je vedno poskrbljeno. Vse se dogaja v najvišje dobro vseh vpletenih. Čeprav še ne vidim, vem, da me čaka samo dobro. Hvaležna sem za vse dobro v mojem življenju. Življenje me podpira. Sem ljubljeni otrok stvarstva. Zame in za mojo družino je vedno poskrbljeno. Vse je tako, kot mora biti, mirna sem. Neskončnemu v meni vse uspeva. Mojemu življenju vladata Božji red in mir. Mojega duha prežema Božja ljubezen. Na vseh področjih me vodi Božja inteligenca. Skozi moje celice teče Božja ljubezen. Vsak dan postajam lepša. Bog ima lepotilni salon. Sprejemam ljudi okoli sebe. Izbiram dobre lastnosti, namesto da iščem kritiko in neodobravanje. Vsem ljudem okoli sebe pošiljam ljubezen. Vse, kar dam, se mi vrača v obilju. V meni je neskončna inteligenca. Sem Božji otrok, sem hči večnosti. Mojo dušo napolnjuje Božja ljubezen. Bog me ima rad. Skozi mene se nenehno pretakajo Božja ljubezen, mir, ubranost in uspeh na vseh področjih. Bog je moj večni vir. Vse moje duhovne, duševne in gmotne potrebe so izpolnjene v vsakem času in prostoru. Vse, kar moram vedeti, prihaja iz neskončne navzočnosti v meni. Neskončna inteligenca deluje skozi me, razkriva mi to, kar moram vedeti. Moje misli, besede in dejanja sevajo ljubezen, mir in dobro voljo za vse ljudi. Vem, da se mi bo to, kar dajem, vedno povrnilo. Bog pozna vse odgovore. Dobivam popoln odgovor in to zdaj, ker je Bog večni zdaj. Vse odločitve sprejema skozi mene modrost. Vse moje odločitve in vsa moja dejanja so pravilna. Moj duh je miren. Hodim v svetlobi vere in samozavesti. Zaupam edini sili, ki obstaja. Izbiram pozitivne misli. Skozi mene teče svetloba, ki sije iz mene. Zaupam, da so moji otroci vedno in povsod popolnoma varni. Vedno so v Božjem varstvu, v moji duši je mir. Pozitivna energija se dotakne mene vsakega dne, ki
ki stopi v stik z menoj. Pozitivna energija se dotakne vsakogar, ki stopi v stik z menoj. Moje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri in oplemeniti duha in srca ljudi. In zato prejemam čudovito božje nadomestilo. Občutim mir. Moj dom je dom miru, ljubezni in harmonije. Vedno se odločam za to, kar je prav in dobro, tako zame kot za druge. Verjamem v božje vodstvo. V meni je moč. Z vsakim dihom sem močnejša. Mene spremljajo angeli in mi odpirajo pot naprej. In te stavke sem poslušala vsako jutro in vsak večer. In sčasoma so se pogreznili v mojo podzavest, da sem začela verjeti, da me Bog ljubi, da sem začela verjeti, da meni pripada obilje vsega dobrega, da sem začela verjeti, da se mi dobro vedno z dobrim vrača. In naredite isto vi. To je na strani 50 v knjigi, ko imajo hormoni žur, ali pa poslušajte tale posnetek in boste videli, kako se bo vaše življenje naenkrat spremenilo. Vaše življenje bo začelo sijati sonce, vaše odvečne kilograme bo stopilo sonce in enostavno se boste počutili boljš kot kadarkoli v življenju. In kaj se bo dogajalo? Ljudje okrog vas bojo sprašvali, bojo rekli, pa kaj s tabo? A se zaljubila? Veste, enkrat se je zgodila ena gospa, ki je začela delati pozitivne premike v svojem življenju in ji rekla ena njena prijateljica, s tem, da je bila leta in leta že samska, in reče prijateljica, kaj s tabo? A imaš frišenga? No, tako izgledate, ko se zaljubite v življenje. Tako, kot da bi imeli frišenga. No, tako da poskusite in boste videli, v življenju se dogajajo čudeži. Tako da vse dobro in se kmalu vidimo, ko posnamem naslednji video. A ja, še to. Hvala, ker me spremljate, cenim to. Hvala za vso podporo, hvala za vsak vaš komentar. Vse preberem, vse komentarje in res mi je lepo, ker gradimo skupnost pozitivne energije. Prav čutim, kako se pozitivna energija širi na svet okrog nas. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in se vidimo kmalu.